Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Danes, verjeli ali ne, bomo govorili o čurkah, kajti nastala je situacija, ki pa potrebuje dodatna pojasnila. Namreč dopolnilna dejavnost Renate Bubek in njenega sina Renate Požgan. Tako je. Bubek, ja, da ne bom narobe sveda povedala. In njenega sina Emanuela Mančija, ki ga poznamo bolj kot Mančija, njegovo mesnico Manči Bubeka, so požele vse zlata priznanja, kar skoraj več ne more biti slučajnost, ne. Tako se nam je zdelo prav, da jo povabimo danes v našo studio, pa da se seveda malo pogovorimo o tem. Lepo pozdravljena v naši družbi. Najprej pozdrav seveda velja mami Renati in tebi, Emanuel. Manči je tvoje dodatno ime. Zato, ker Emanuel je predugo ime, pa da sem bil pač male, kak deca, so me začeli gučati, ti, Emanuel, tu moš predugo ime, ti boš Manče, ali pa Manek. No, in tako je tudi tvoja mesnica. Te pa je tudi tako nastalo, ne. Aha, in lepo se sliši, ne, Manči, tako, ne? Ja, takšno ljubkovalno. Ja, mama, se strinjaš s tem? Ja, bom jaz to malo povedala. To je po resničnem dogodku, ker je res bilo, Emanuel je predugo, smo rekli Manuel, ampak ko je Manuel bil mali, sem jaz rekla Manče. In tako je tudi mesnica, po resničnem dogodku sem tudi takrat, ko sem imela otvoritev mesnice, se spomnite mogoče, sem rekla ime mesnice Manče je po resničnem dogodku Manče. Ko je Manči bil mali, je bil Manči in tako je tudi nastala mesnica Manče. In vsi ga zovejo Manči. In seveda še Manči danes, ne, ko je velik, ne, 33 let, ne. 33. Bomo kar povedali, ne. Kristusova leta. Ja, čas za ženiti, bi rekli po domače. No, naj povem, bele čurke po strokovni komisiji mesnica Manči Emanuela Bubeka. Potem Renata Požgan Bubek z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Zlata priznanja, ne. Za sivo čurko zlato priznanje Renata Požgan Bubek, potem pa mesnica Manči Emanuela Bubeka. Črna čurka, mesnica Manči Emanuela Bubeka in Renata Požgan Bubek. Strokovna komisija je tako ocenila. Potem imamo najčrno čurko, ki so jo izbrali člani komisije potrošnikov, je torej dopolnilna dejavnost na kmetiji Renate Požgan Bubek iz Zgodenincev prejela zlato medaljo oziroma največ čurk in ime, naziv, torej najčurka, 19,5 točk od 20 možnih, prav tako pa je najbelo čurko izdelal Manči, torej mesnica Manči Emanuela Bubeka z Ormoža, tako da je skoraj to neverjetno. In sedaj boš ti nam, Manči, izdal skrivnost tvojih čarobnih zlatih najčurk. Ja, kaj naj rečem, največ je ljubezen do dela. Ne, pol pa moraš imeti dobre sestavine, pa vse dobro skupaj skombinirate, povezate, po okusi naredite, kaj ni nečesa preveč, nečesa premalo, pa pač probavate, ne, tako da dojdeš do enega tistega rezultata, ne. Vse se dosti krat zgodilo, ko smo tudi se kaj svižilo, ampak kdor dela, ta greši, ne. Ja, samo tu sedaj te čurke, kaj ste jih dali na ocenjevanje, so očitno bile... Zdaj, če že skoraj 10 let hodimo, te moramo že te nekaj znati, ne. Vsako leto izboljšavate. No, Emanuel, ti si, kje si pravzaprav reje? Emanuel ali Manči? Manči, zato, ker najlažje mi je to čuti, pa... No, manj si. Ja, ponovadi še lahko kakšni Emanuel, ki jih drugi, te pa... Se ne ve, ne? Se ne ve, kjerega se zove, ne. Manči, eden in edini, torej. Ja, eden in edini. Manči, ja, po poklicu si kuhar, ne? Po poklicu sem kuhar, ja. Kar je verjetno tudi en prinos k temu, ne? Ja, da so te čurke tako zelo dobre. Seveda, v kuhariji je tako največ kulinarike, pa tega pa tam je najbolj pomemben, kakšni okus je, ne, za gosta, ne. Recimo zdaj, vsaki mesar lahko nekaj naredi, ampak kuhar pa bi pripravil, pa bi gosti ponudil, pa bi gost rekel, če je dobro, ampak ni je to, ne. Tako, to je tisti kuhar, ki mora te vse izboljšati, ne. Ja, in kuhar je odvisno torej tudi, kako ljudje radi pojedo nekaj. Seveda, normalno, ne. Mama, dobra šola,
kar se tiče tega, si jih kar naučila te svoje fante, 3. Tu pa ja. Doma, ne? Tu pa ja. Je trebalo kar trdo delati na tem. Ja. To bi rekla ena najtrdnejših del in vsako drugo delo je lažje. Vsako fizično in vsako drugo delo je lažje. To pa je bila trdo delo na tem. Vzgoja je ne lahko delo. Ja, ampak prepleteno z lepo besedo in strogostjo pa gre. Ja. In tudi verjetno brez popuščanja, ne? Popuščaja njega. Vztrajnost in popuščaja njega. Toga pa pri meni ni. Do meje normale. Takrat pa je konec. Te pa njega. To pa moji 3 sini vejo. Ja, Jim pa dam vse, samo do meje normale. Torej, kar nekaj pa si morajo sami pridelati. Ja, to pa ja. Rezultate, nagrade sledijo, to pa vejo. Ja, pa ne grejo čez rob, ne grejo, zato ker jim je to tudi brez vezete. Vejo, da pri meni lahko mojo vse, če grejo do tiste meje normale. Ja, in če so dovolj pridni. Ja, in tudi ne poskušajo dole. Manči, kako ti praviš, noč je tvoja, kako mama reče? V glavnem, da smo ga tu lumpali, pa žurali okoli, ne. Vse lahko gre, če je rekla, ne, nekaj problema. Samo glavno, da sem jutro prišel domov in rekla, ne, glej, zdaj tak, noč je tvoja, den pa je moj, ne. Ja, in to je v tem smislu misla, ne, ka lahko delaš kaj češ, ampak da priješ domov, nekaj bi zdaj šel spot, moraš iti delati, kaj bo ona naročila, ne. Če je bilo delo, ne. Če je bilo delo, ne. Vedno sem se zavedala, kaj smisel življenja je za mene vedno bilo delo. Vedela sem se vzeti čas, tako kot še tudi zdaj. Vedno sem vedela med delom, vedno sem vedela odmor pa delo. To je vedno bilo. Ampak v življenju drugo nisem imela roke, ja, seveda svojo pamet, pa roke, srce je normalno, samo brez dela njega nič. Nikdor. Mi smo se drugače ne znali, tudi sem tako bila vzgojena. Treba delati. No, 3 sinove imate, Renata, vsaka vam čas, torej manjši je bomo kar rekli manjši, nekako mi Emanuel mi je preveč strogo. Je najstarejši, torej je kuhar, ima svojo mesnico, ki domnevam, da si mu najbrž tudi ti omogočila, ne? Več ali manj. Želje, ja ga jaz uresničujem. Evo, Janči. Itak vedno. No, potem je Nino drugi, ki je poštar, ne? In torej osnovno šolec Rene. Zakaj pa imaš avto registrirani na Reneja? Zato, ker Manči je že imel svoj avto na Manči registrirani, te pa sem pač svoj avto dole registrirati na Rene. Zdaj, kdo bude Rene pa 18 star, te bom pa to toblico dole Rene. Avta pa ne. Ja, ne vem, verjetno ni. Morate pa tudi, če bi si jo zaslužila drugega, te bom tega Reneja dola. In kam Reneja, torej kam se nagiba? Ja, to še pa je ena dodatna vena, Rene pa gre v gostinsko šolo, ker smo tudi lani vzeli še eno gostilno v najem, ki še pa imamo tudi, še imam jaz dolgoročne plane in vizije, kako vedno ljubim izzive v življenju, kako me že tudi sama poznate, pa tudi me vsi bližja in daljna okolica pozna, ker sem takšna, kak sem, ne. In Rene, moj najmlajši sin, pa gre v gostinsko šolo, sem tudi lani vzela eno gostilno v najem in verjetno še bude tudi to, ja. No, se ta gostilna pravzaprav ni neka skrivnost, ne, Manči? Ne. Nikdar. To videvamo po Facebooku, tvoje povabila, ne, ki so kar izzivalna. Izzivalna pa odzivna, dobro. No, kako to gre, kako s temi ponudbami, kulinaričnimi namamiš, torej več gostov? Ja, pride kar dosti. Pa po drugi strani tudi ljudje, recimo zdaj že tako daleč, situacija, ki nima, recimo pri nas kam v središče praktički ite, pa tudi jaz se nemajo kam ite in eno z drugim se to vse pač poklopilo, ka se te zdaj nekaj dogaja, ne, ka malo zaživimo
po domače povedano našo salo. Ja, pa kaj malo se dogaja nekaj. Kaj se nekaj dogaja, v glavnem, kaj se No, gre družimo. seveda za bar Renata na Gravah, ne, torej vsak vikend ti pripraviš malo. Skoraj zdaj vsak vikend, dobro, zdaj smo imeli januara, smo imeli malo pauza, seveda, ko treba malo se vrniti. V glavnem zdaj februara, pa mu zdaj že imamo eno leto, kaj imamo, tako februara pa se te štarta dale. Ja, pa obletnica bo potem, ne? Pa obletnica bo, seveda. Obletnica da je 7. februara, tako zdaj že povem, kad že znale. Ja. Nekaj drugi dan praznika, da te lahko spale. No, še vedno pa nismo prišli do tega, ne? Ja. Kaj je skrivnost vseh zlatih čurk? Ja, Rekel si ljubezen, ne? Dobro ljubezen, potem dober okus. pa, kaj ne povem, vztrajnost do dela, do sestavin. Mama bi rada pojasnila. Aha. Ljubezen, dobra volja, prepletena z harmonijo okusov, to je to. No, In seveda kvalitetne in dobre sestavine ja. in trdo delo. Domače sestavine. Domače sestavine. In na dolgi rok, nikoli na kratki rok. Aha. Nikoli. Se strinjaš z mano? Ja, seveda, zdaj že mi tu praktički 10 let prakticiramo, ne? 10 let je že minilo, odkar je gostilna? mislim, odkar smo- 12 let je dopolnilna dejavnost, odkar je registrirana, pa 6 let gre, da je mesnica. No, vidiš, kako Se spomnite? Ja, seveda se Se spomnim. spomnite, Ne, te pa- ampak bilo je kot včeraj. Ja, Ja. Točno, ne? Kje smo stale? Ja, Pred time. ja, na Kerenčičevem. Na Kerenčičevem, kot da je včeraj bilo. Te pa Pred pač otvoritvijo. Ja. postopoma, ne, z leti se izboljšuješ. ne. Grejo leta. Pač. No, upeljuješ manjši, seveda se bova kar tikala, ne, ker sva domača, ne, skoraj tu prek ceste. Upeljuješ tudi catering, ne, kar je tudi zelo Tudi, ja. zanimiva dejavnost, verjetno te bo stala kar malo več, še več dela, ne? Ja, seveda. Ja, zdaj zaenkrat imamo ponudbo, ko pridemo na dom, pa spečemo kakšni žar, pa zdaj kakšne priloge, bolj enostavne, ko se dajo narediti. S cajtom pa seveda, ko smo vzeli gostilno, ne vem, bomo to gostilno odkupili, bomo to obnovili, pa ko bomo imeli eno dvorano, ko bomo začeli bolj cateringe kuhati za vikende pa to, ne. Med tednom imamo nekšne ponudbe imeli, tako za vikend pa ja, ne. Torej si lahko pri vas človek naroči tudi, ne? Ja, zdaj že zaenkrat imamo pač pečeno meso žar pečeno, ko se lahko naročijo. Narezke itak. Narezka, tako in tako, to je tako naša prioriteta, ne, in Te narezke, ki so tako kot rožice lepi, ti delaš ali mamica? jaz, kar rad ustvarjam. Tudi To je moja umetnost, evo. Ja, no evo, mislim, pravzaprav gre tudi za delaš neke estetike, ne? Ja, seveda, ki je normalno, to, ne, ker je so, na Facebooku seveda vidimo in se nas vsi veselijo, ne? Da ne govorimo o tistem Tünkenfleiše, pa zabl, ki to tako fino zapakirate, ne? Ja. Na Kogu sem recimo imela priložnost to kupiti in poskusiti, odlično je, ne? Hvala. No, mama, ti pa imaš torej dopolnilno dejavnost, Renata, imate, no, da bom, ne, Se lahko tikoma. kulturna. Ni potrebno. No, praviš 10. leto, ne, in 12 recimo, 12 leto, no, ja. kaj, recimo, kaj ti je v tem času to prineslo? Glejte, mene vse prinese vse. No, vidiš. Ja, tako kot sem rekla, jaz imam rada vse. Zakaj dopolnilna dejavnost? Takrat je bila zato, ker še takrat smo mi oba s Mančijem, bom rekla, bila v službe in že tistokrat je on, jaz vedno uresničujem njegove želje, sanje. Je rekel, mama, mi moramo imeti dopolnilno dejavnost. Ja, in te sem jaz šla to registrirala, zato ker smo med vikendom imeli kmetijo imamo in smo imeli živino, in smo med vikendom te prodavali govejo meso, izdelke, ker smo še bila v službi, zato sem mogla dopolnilno registrirati. Te smo šla v mesnico in ostala pa je dopolnilno dejavnost zato, ker imamo doma razsek pa predelavo. Zaradi tega, ker je mesnica, se pravi, doma je dopolnilna dejavnost, registrirana za razsek predelavo, ko se dela to,
in se pela v mesnico. Izdelke, ki so doma napravljene. To je dopolnilna dejavnost. Evo, to mi doprinese. Se pravi, meni vse doprinese vse. Ali, ne vem, še pitete kaj, če to znate. Mama je optimistka, potem podjetnica, prava taka, ne? Prava. Ampak ena stvar, ne, ki me zelo zanima, ne, recimo zlata priznanja, ena so bila za čurke z mesnice, manjči, ena pa torej z vaše dopolnilne dejavnosti, Renata Požgan-Bublik. Ja. Gre to z istega škafa masa, to je tisto, kar me zanima. To pa ni resno. Ne, zato se je trebalo mešati vsako posebej, ker to pa je isto. Ne gre za isto, zato ker smo dali vsake posebej. Se tudi niso bile točke čisto vse iste. Ste videli? Črna je ne, kak je, zdaj ne vem točno, kak je šlo na pamet. Vidite, kak je šla? Ne, recimo bela čurka, njegova iz mesnice je dobila vseh možnih 20 točk. Evo, kak pa je bila moja, ne? Ja, tvoja pa za belo niti ni dobila, ne? No, evo, vidite, se pravi, niso se vse iste škafe mešale. Evo, šla je vsaka posebej. Ova je mešal posebej z dopolnilne, zato ker smo šteli probati. Zato je delo smo delali po mamini recepturi, kak je ona kao nekda, ena pa po moji, ki jo bi rad nekaj in malo izboljšuvo, ne, recimo. Tisti vkus nekaj nizko. No, škoda, da nimamo sedaj tu natančnih podatkov, da bi vedeli za koliko 0,0. Jezus, ja. To pa, jaz, ker sem pozor, vidi, pa mi je mož prav rekel, a sem ga opet ni bogala, resne ženske nič ne bogamo. Evo, ko se ni prinesla priznan sobom. Ne, toliko, ja, zaradi evo, če bi priznanje prinesla, bi vam točke bi vi se zdaj videli. A mi je rekel, ko naj nesem sobom. No, toliko, da bi videli, koliko je bilo recimo teh razlikic. In bi videli, točno, tam je razlikovano. To priznanje belamo teku, črnamo teku moja, ne? No in imata vidva to kakšno tako posebno, vsak svojo skrivnost za te recepture, ali... Neka skrivnost, če pa sem vam povedala skrivnost. Ljubezen, dobra volja, prepletenost, harmonija okusov, kvalitetne sestavine in to je to. Glavnem pač do jih delamo, pač probamo, kjeremu kaj odgovorja. Znotraj družine. Znotraj družine, bi dodali, ne bi dodali, malo še fali, čuj, reče, ja, dobro, včasih se malo sviži, ka tebi je recimo premalo, jemo pa zadosti, te pa še malo doš, te pa je tako. Viš, in to je od teh palo tu, ne, to te točke. No, zanimivo. In to to dobroto, ne. Evo. Ampak ste vedno to pričakovala, da bodo tako dobre ocene? Ne. Po pravici povedano, lani smo se recimo še resen tisto prav trudili, kada je resen tisto top. Letos sem rekel, pa ne mi je več do toga, tak bom delal, kak dela, nič se nam potrudil preveč. Točno to. Kaj bi zdaj tisto se ekstra nekaj trudil, me razumem. Nič smo se ne trudili, ja. Sem rekel, tak bom delal, kak delam standard, tisto. In gremo. Pa bomo videli, kaj bo, ne. Nisem, po pravici nič se ne pričakoval, tako. No, zanimivo je to, da so v konkurenci bili sami takšni izdelovalci. Kar dobre, zelo dobre. Recimo Žinko, potem Kolarič. Vsaka čast, ja. To je že stara šola. Stara šola in vedno so bili dobitniki najvišjih. Tako je. Tako da sta vidva kar ne, potem zelo uspešna, ne, kar se tega tiče. Ja, no. Ja, no, fino. Kaj pa sicer ponuja še tvoja mesnica? Ja, svežo meso, tako imamo vsak dan, oziroma ponedeljek, torek se pri nas kolje, pa še pol med tednom, v glavnem svežo meso, pa vsi izdelki, kaj se pač dajo pri nas na kmetiji doma delati, kaj potom v mesnici predavljamo, ne. Se pravi, vse, kar se dobi v mesnici, je z vaše kmetije? Ja. Razen tisti, kaj imate še tam nekaj pri vratih, neki med? Med, ja, to pa je od sedlaka. Aha, to pa ni vaš med. Med je ne naš, med pa je od sedlaka, z Obrža. No, Renata, boste nam vi povedali, kako se drugače živi na kmetiji pri vas, kot vidim, gre to vse kot po maslu, verjetno ste kar dobro usklajeni, imate delo razdeljeno, kdo kuha? Točno tak. Pri nas mora delati vsaki svoje delo. In točno se zna. Ker če nas je 5 pri kući, se pravi, jaz sem ena in edina ženska, pa 4 moške. Je kar pestro, ker če ne bi bila tako glasna, te tu ne bi šlo. Pa kak sem prej rekla, stroga,
pa dobro. To je vse v enem. No, Te tako, ide. ja. Pa vsaki zna svojo. Jaz več nič ne gočim, nekdo sem fejs čuda gučala, govorim dosti, ampak zdaj samo lahko še bolj kak ne gledim, ker itak je vsaki svojo delo zna. In vsaki svojo mora svoj delež odtehtati in napraviti. Zato to gre. Čisto enostavno je, pa čisto lahko. Če ne, če pa eden malo nekaj nekde svoj del zezne, ja, te se pa tudi moramo malo, kako se to po domačem reče, zgrabiti. Pa ne tako fizično zgrabiti, nego jaz tudi moram te kakšno opet reči. Malo bolj na glas. Ne na glas, nego 2 stavka moram povedati. To pa sta? Ja, nam jih zdaj govorila. Pred dejstvo ga postavim na realna tla. Tako da se Tudi zamislim. svojega moža. Aha. Ne samo tote 3 moje sine, tudi svojega moža moram včasih pred dejstvo postaviti. No in kaj, recimo, zakaj, ker predstavljam, mislim, vem, da je na kmetiji vedno veliko dela, Ja. torej prašičereja je pri vas? Prašičereja pa govedoreja. Aha. Ja. Ne vem, kaj vas konkretno No, zanima, to je povejte. veliko dela, to me Ja, zanima, res recimo, je. kaj sedaj, kdo od vas tukaj ima za nalogo? Bom povedala. Moje je gospodinjstvo, vsa papirologija, dokumentacija, vsa, se pravi, za mesnico, za kmetijo, dopolnilna dejavnost, pa gostilna. Se pravi, 4 dejavnosti so moje, vso gospodinjstvo, vso pranje, za gostilno, za mesnico, pa ves domači del. Se pravi, perem 5 ljudi, 3 pralni stroji se mi skozi vrtijo, pa so šilne. To je kar vsa kuharija, to je treba kar kuhati za takšne, ker fejst radi jejo. Normalno, fant. Ja, se tudi morajo jesti, ker delajo, Ja. z menom vred, pa ljubim to. Meni je fejst rada kuham, ker sem gurman, pa fejst rada kuham. Pa ni, Manjče, hitro povej. To je resen, vedno dokonkoli pridem, pa kjer mi kaj pač ponudi za probate, kakšna pogača pa kaj ne. Pač se odkriti pa povem, je dobro, ali ne tako dobro, kot naša mama, če naredi. To je res. A, Renata, ha? Vidiš, to je pohvala. No, dobro, Ja. ti imaš pa gospodinjstvo. kruh pečem, še kruh pečem, še spečem tudi, kjer si narezek naročimo, še domači kruh Kjer se spečem. ekstra pač naročite. Še en spečen kruhe, domače, to je vse folgan. Meni vam je to nič ni hudo, jaz še vam imam puno časa, jaz sem vam hitra, magari me še vse kaj drugo zafrkovale, pa še zdroje, pa se, ali ja, se ti to vse porihtam, meni ti to vse ide, ide. No, Rečite. dobro. To je torej vaš del, Renata, kaj pa potem fantje pri hiši delajo? Manuel mora narediti vso predelavo, s tem, ko še mu ovi vsi morajo pomagati, če, samo malo, ko si malo spim. Ja, kaj? Če pa imajo ovi delo po travniki, po njivah, Nino, če je v službi, normalno, kar ne mere, te pa pač Manuel mora sam predelavo narediti. Rene je v šole, ko pride domov, mora iti v štalo, mora iti Manueli predelavo pomagati, mož tak ali tak mu mora pomagati, na spomladi je pa kar fejst pestro, ker je po njiva dosti dela. Ja. Tako morajo kar jako pridni biti. Se pravi, vsaki mora svoj del odtehtati in zelo dobro in natančno ga napraviti. Kak sem že prej rekla, če eden malo sfali, je že Podere. Se že se malo podare. podere in nima več časa za sebe. Če pa vsaki svoj del napravi, pa še ima ogromno časa za sebe. Lahko gre v gostilno, lahko se gre poleti recimo kopat, lahko grejo na morje, lahko gre vse. Vse imajo dopuste, imajo vse. Samo moramo vsi stopiti v hip, Yes. pa narediti vsaki svoje. Treba vsaki svojo napraviti. Najbrž to. Ja, organizacija, to pa, ja, no to, zato pa sem jo jako dobra. No, Ja. Gostilna, torej na Grabah dela čez teden, vsak dan je odprto ali samo? Vsak dan, petek, svetek. Kdo pa vam dela tam? Imamo zaposlene prek podjemnih pogodb, dekline, Tako tako da deluje, to funkcionira. deluje. Torej, ti manjši pa v mesnici, ne? Kako imaš Ja, pa delovni sem čas? mesnici. Recimo ponedeljek imam od 8 do 1,
Se pravi, torek, sreda od 8 do 3, četrtek, petek pa od 8 do 4, oziroma pred prazniki se vedno podaljša. Ne? Soboto pa je od 8 pa do 1 tudi, oziroma se malo podaljša, če treba pač po potrebi, zdaj pač kak so stranke pa to tako. In ste zadovoljni s prodajo? Super. Ja, hvala Bogu, ne? Recimo tako bom rekel, koliko mi pridelamo, pa predelamo, glih genau se prodamo tako. Pa kaj lahko pač naša cela familija od tega živi in kmetijstvo, kaj od tega živi in glavno čisto zadosti. No, poljedelstvo je tudi pri vas torej? Ja, seveda. Torej kaj recimo? Sejamo karuzo, pšenico, ječmen, sončnica, tukaj nucamo za prehrano živali, ne. Pa vrt najbrž, ne, kakšen? Seveda. Vrt pa takšne veki. Po potrebe. Vrt takšne veki, kad se še pol ve, se hodi k nam po zelenjavo. Ko samo po telefoni pozove, čuješ, Renata, si lahko, mislim, do jo zove, te pa poslušam, pa coj. Renata, da moš te košlote, se lahko stavim, pa si vrežem. Zobreža se pride. Vsa posod si pride. Kaj ti rečeš? Ja, seveda. Kaj bom pa jaz s tem? Jaz to samo sadim, pa Ona samo seja, ona po 100 flanc paradajza nasadi, 100 flanc paprike, joj pravi, pa kom boš steko, ne? Ne, Rosa je rekla. Ja, če bomo plac, sproti jo delamo, grede. Vlagaš tudi kaj potem? Ne, ne vlagam, ker itak, zdaj so takšne mile zime, ka tote vse šalote, radiči, pa to vse drži do decembra, konec, pa še v januar. Vse imaš lahko pune. Te pa je že tako novo. Te pa je že, zdaj pa je že tako se novo začelo, evo februar, konec, pa že jaz pa začnem saditi pa sejati pa to. Meni je to lepo delate. Pa ja imam zdaj več časa, puno časa imam. Imamo za vse čas. Ko ni službe, ne? Nega službe, SP-ov jaz več nemam, jaz vam zdaj nemam nič. No, to pomeni, da računovodstvo in to tudi delate vse za manjče? Ne, ja, delam jaz vse papirologijo, imamo ne, drugače pa računovodja pa mi imamo. Ja, tudi, to, ja, seveda. So papirologijo, kaj jaz lahko obvladam, naredim, ostalo pa imamo mi računovodja, jaz imam računovodja že leta in leta in leta. To je že kar... Kako pa vi, viš, to me zanima, ne? Bratje med sabo, kako se gledate, kako ste si dobri? Ja. Zato, ka vsi imamo pač svoje nekšne cilje. Dobro, ene smo recimo cilje dosegnuli oziroma ne še dosegnuli, pa še imamo vedno nekšne cilje, ne? V glavnem, tako reče, ne, če bi to radi imeli, moramo biti složni pa delati. Tako. Kad drugače z toga na nič, ne. Tako, ja, dobri smo si, ja, tako je, ne. No, kateri pa je mamin cartek? Nekoga. A nekoga? Nekoga. No, tisti, ker je vedno bil najmlajši, tisti je bil cartek, ne. Ja, no, nekoga, Zodje. Vsi so iste. Zdaj, če bi že vnuki bili, te bi vnuki cartek je bile. Ja, tako je, točno to. Za mene so vsi trije iste, jaz jih ne prebiram, ker so vsi trije moji, pa vsi trije so iste. Njega tu, zdaj, ne bom jaz zdaj to... Ali moraš reči, Rene je najmlajši? Ne pokažem jaz tega, ker so, za mene so vsi trije isti, vsi so moji in vsi so iste. Na to nobena mama ne priznava. Ne. Ne mora biti eden bolj vreden kot druge. Ja. Vsi trije so pa, če bi jih bilo 10, bi bili vsi iste. No, fino. Renata, ti prihajaš z katere družine? Kako je to bilo pri vas? Brata imaš? Ne? Jaz imam še brata, ja. Jaz prihajam iz družine Požgan. Vse prvi priimek Požgan, Bubek. Pred na začetku ste malo imeli govorno težavo, na to sem izredno občutljiva. Renata Požgan, Bubek. Tako je. To je pravilno. In prihajam Se upravičujem. Nič je ne, samo toga ne moram, mislim, to moram vedno vsakega popraviti. Nič je ne. Dobro. Ja. No, naslednje vprašanje pa je, kako naprej? Imate kakšne ekstravagantne načrte, manjči ti v zvezi s svojo mesnico? Še kakšno poslovalnico, kje ali kaj takega? Ne, tu zaenkrat ne, zdaj tako, kako sem rekel, mesnica je tako, kje je super. V glavnem gremo še pač v gostinski del, ne, tu še gremo. Ko bomo te praktički imeli od Vilice do Krožnika.
Ne? To je pač naša vizija, pa vizija tota, kamo te vsi praktički dobro, zdaj še ni sicer službe, ampak da pač tu vse pošlihtano tako daleč, kamo vsi imeli kruh doma, ne? Oziroma pač naša bodoče familije, da bomo imeli familije, kada vsa familija od toga živela, ne? Kada vsak ima svojo dejavnost, pa kada vsa familija povezana, pa kamo vsi skupno družinsko to živele, ne? Renata, si predstavljaš 3 snahe? Ja. A ja? Zakaj pa ne? Se pa, kajte, hiže so, hiže še bomo znapovali in to je to. Zakaj pa ne? Če se razmemo in če smo si dobre, ker v vsem, vse povsod je samo stvar dogovora in lepa beseda, ovo pa itak vse odtehta. Sploh je ne problem. Saj, se pa vsaki v svoji hiši živi. Je res? Ja, to je res, ja. Ostalo pa, a se vam ne zdi mogoče, se pa jaz sem vedno, se pa vidite, kakšno sem, jaz se vsakim znom dogovorite. No, fino, super. Ja. Lepa beseda pa vedno lepo mesto najde. To pa je res, ja. Ja, tak. Renata, 6 let, verjetno, ali koliko je minilo, ne, ko ste vi tudi se ukvarjali na nek način s politiko? Ja, ne vem, kaj za točno, če te pitate. Kandidirali ste torej za županjo, ne, občine Središče ob Dravi? Ja, leta 2018 sem kandidirala. Ja, 6 let. Pa še leta 2022. Nimate več teh ambicij? A leta 2022 tudi? Tudi, ja. Aha. Ja, 2-krat sem. Bravo, Ja, nikoli ne reci nikoli. No, potem bi vi to vaše podjetništvo, to vašo podjetniško žilico, ne, malo upeljali v poslovanje občine. A kaj bi spremenili? No, sedaj je priložnost, da malo si že nadelate pot. Turizem? Turizem, to je, vem, da pa največja, to je verjetno največja panoga, ki bi nam lahko dala največ, od tega bi lahko živeli vsi. In No, tu bi peljale... kako si vi to predstavljate, recimo ta razvoj turizma? Vemo, da so kar muke, ne, to upeljati. Čisto enostavno, to je čisto enostavno. Se pa imamo mi tu vse. Imamo vse. Imamo Dravo, imamo kmete, imamo vse. Jesti imamo? Jesti imamo, vse imamo pijačo, imamo jesti, imamo vse. Samo še napraviti treba nekaj prenočišča, imamo tudi stavbe, ki jih je že občina kupila, treba samo to, samo sprovesti, imamo po Jeruzaleme, imamo vse posod, imamo stavbe, imamo vse. Čisto enostavno. Delovne ljudi, imamo vse. Vse, samo zagon, energijo, to je to. Samo ne treba nič. Tudi energijo imamo. Evo, tu smo. Enostavno. Dobro. Manči, eno vprašanje resno še, ne? Kako pa konkurenca z teh blagovnic, to poceni meso iz uvoza na vašo poslovanje? Tako bom rekel, zdaj, kjer so probali, kjer so preštimali strukturo mesa, kvaliteto mesa, vejo, zakaj se gre, pač seveda, kaj je cenovna, mislim, razlika proti meni, pa recimo trgovinske pa to. Ampak, kjer so preštimali, so rekli, glej, pa so še pošli nazaj tam, pa so pa bili razočarani, pa so se povrnuli, ne. Ne glede na ceno, pač je rekel, glej, reši pol kile mesa pojem, pa dobro pojem, kak pa je kupil tam kilo, pa je vse stran vrgel, pa nič ni, ne. Tako. Glavno, ne bojim se nične konkurence, sicer pa mi nismo tako veliki, ka bi zdaj mogli se, pravim kak, mi smo družinsko podjetje, za nas je čisto zadosti. Glavno, jaz pravim tako, kakoli bi se recimo, če bi kakšen upad bil, če bi zdaj že vse začelo ugašati, pri nas nikdo tako slabo ne more iti, ka ne bi preživeli. Razen, gledajte, mi imamo svojo verigo, svoj lanec, nismo odvisni od drugih, tako pa nema se časa bati, tako v glavnem. No, kaj od prodaje pa najbolj gre, recimo v vaši mesnici tu? Tako bom rekel, dosti svežega mesa, pa dosti izdelkov, ne.
oziroma ne več tako, kako tudi gre na rezkov, mesa, stunke, klobas za kuhanje, za pečti, zato ker recimo nekaj se bi hvalili, recimo takšne klobase pečnice ne naredijo, kako mi naredimo po svojem, po starinske načine, pač je malo drugi okus pa se, ne, v glavnem tu, pol izdelki pa izdelki, ne, to gre dosti, tako pri nas. No, predvsem te klobase, ne, so fine, tiste za skuhati, za spečti, pečenice, ne, to so vse tvoji proizvodi. Vse. Vse pač, kaj se da doma na kmetiji narediti, mislim, makar imamo zdaj mi maserijo, pa to, pa predelavo, nismo mi šli v tiste strikne, ko bi zdaj delali nekšne šunkarce, pa tirolske, pa mi pač delamo, kaj se to da na kmetiji narediti, pač to delamo, ne. Tako, drugo pa zaenkrat ni. Čisto zadosti tako, kako je prav, ne. No, med novostmi, kot smo že povedali, je torej ta catering, ki je zelo zanimiva dejavnost, ne? Potrebna najbrž, ne? Ja, kar dosti. Temu vas je spodbudilo povpraševanje ali kako? Ja, začele so stranke pač sprašuvati, ne, prvo en, drugi, tretji, pa sem si mislil, pa ne bi še to je po, vete, to je po ena stvar, ki treba delati, ne. Ja. Te pa smo rekli, doma smo se to malo pogovarjali, bomo, namo, te pa so naši tudi rekli, seveda, gosti moraš sam, mislim, gosti stranke. Ustrečni, ne, zdaj, če naš, te znaš, kak je, ne, v glavnem, pa smo se rekli, se pa, zdaj, če nimaš tam teko dela, pa te, vete, to sajno zobim pogliha, tako, je vse. Bravo. Ja. No, mama, kaj pa, vi pravite na to? Jaz sem vedno za. Mene nič ni hudo. Jaz, kaj se oni izmislijo, jaz idem zred ime. Včasih grem pred ime, bežati pa ne morem. No, fino. Torej, kakšnih posebnih načrtov vam rojijo? Recimo, Emanuel nam je torej nekaj povedal, ne? Zdaj pa recimo tako, zdi se mi, ne, da nekaj skrivate malo. Ne bom nič govorila, mene skozi nekaj roji po glavi, pa ne bom zdaj o tem. Bude še prilika, pa včasih je boljše, kaj morate za sebe zadržati. Ja. No, vsi ti izdelki se dobijo v mesnici, pa torej tudi na kakšno tržnico se odpravite ali kako? Gremo pač, tako je to tržnica Antonovanje, tu gremo pa, da je praznik Buč, tu gremo pač, to te lokalne tržnice, kdo so pač, te gremo, ne. Kaj posebej tak ne odhajate kam? Ne, zaenkrat ne, sicer so nas vabili dol z Postojne, ko bi v Postojno hodili enkrat na teren, ampak, vete, organizacija človeka, Mesnici sam delaš ti? Som, ja, jaz v mesnici sam delam, pa pač mi pride sestrična pomagati, ata pride pomagati, da so pač pred prazniki pa to, ne. Drugače pa sami, ja, prodajo, predelavo, večino sam delam, ampak da pa treba skupaj stopiti, pa si delamo, ne. Tako, ja, za konec vam želim povedati samo še, da sta super, ne? Hvala. Da ne samo to, da delate dobre čurke in vse ostale te mesne izdelke, da sta tudi sogovornika, ne, kar tako izkriva, ne, fino, tako se pogovarjati. Predvsem se mi zdijo najboljši tisti tvoji reklamni spoti na Dragi ljudje. Dragi ljudje, ne, to je nek zaščitni znak, ne, znate. Ja, vse smo v Prlekiji, pa te moramo po domače gučati, ne. No, pa to sam tako se snemaš? Ja, som, ja. Kaj zdaj, če bi ima nešče drugi snemo, te ne bi to tako izpalo, ne. Bila trema pa to, ne. Malo, ja. Dobro, obema želim veliko uspeha pri delu, še naprej, še veliko odličnih čurk, če še ne boljših, ne. Aha, še to, sedaj se vama zdi, da potem, ko prejmete vsa ta priznanja, zlata, ne, na Kogu, je povpraševanje po čurkah večje? Ja, dobro, lokalci so tak standard, ko hodijo pa več ali meni iste. Pridejo pa tudi z Radgone, z Ptuja, z Maribora. Pridejo, probajo, pa rečejo, aha, to je. Te pa recimo pokličejo, pa pridejo večji nakup narediti, pride tak. Vsi toti, kaj so od drugot. Ziher se vedno vračajo, pa pridejo, pa te vekše pač ne hodijo red, mislim, razumete, pridejo vekše nakup naredijo, pa se pač do en zmanjko pridejo po naredijo. Ja, zato ker čujejo, ne, čujejo po radiju, po televiziji, pa pridejo
še z širše okolice, ne? Tako rečejo, Ker to je dober glas se sliši v 9 vas. Ja. slabše pa še dale. No, v glavnem, to je pravzaprav tudi namen čurkarijade, ne? Ja, seveda, ja. Promocija, to je zelo dobra promocija. Tako tudi morate to, kaj sta Vizjak nas posneli, tudi fejs dobra promocija, ne? Ja, mi smo posneli, ampak vidva sta glavni zvezdi, ne? Hvala vam. Hvala tudi vama, torej še enkrat uspešno delo vama želim, pa upam, da se kmalu spet vidimo, ne? Ja, če ste naj povabili, bi pa z veseljem prišla. Manči je sicer bil malo skeptičen, ne, ampak vidiš, da ti dobro gre. Dobro, to vse gre. Malo si na mamo, veš, Ja, ne? kar se tiče. Ne? Podjetništvo. Se pa te z jabolke devra gruška, upaste dol. Tako še enkrat hvala lepa za pogovor, pa se vidimo. Hvala vam. Hvala. Nikjer druge pa v Mesnici. Tako je. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, je Renata Požgan Bubek in njen sin Manči, torej Emanuel Bubek, sta bila danes naša gosta, veliko smo izvedeli in vabimo vas torej v Mesnico Manči po odlične čurke in vse ostale izdelke iz domačega, da poudarimo, mesa. Hvala za pozornost, se vidimo.